Pozdravljeni v novi oddaji Petkov. Ekstrem. Tako je. Ja, in danes bova ekstremno šla v eno temo. V kakšno temo bo šla? Tako bi, a veš, bi človek hotel razložiti, koliko veliko je vesolje, ampak to je zelo težko. Ne, razložiti tako. Sem pa pol po drugi strani začel gledati, oziroma, ko sem nekaj videl, sem rekel, si isto naredil. Koliko se dogaja v vesolju. Mogoče bomo perspektivo dobiš na ta način, koliko veliko je vesolje. Ja. Ne zdaj, da se fizično predstavljaš, ampak vsaj koliko stvari se v določenem času zgodi. Da mu pa le nek občutek. Pa pojdimo na oddajo. Tako je. Ja. Se pravi, v enem mižiku. Ja. Kot bi, kako mi Angleži imajo... Blink of the eye. Ja, imajo, a veš, mi nimamo nekega... V enem mežiku. Ja, kot bi miknil z očmi. Ja. Mogoče. Ampak v enem mižiku, ja. No, v glavnem, en mižik približno 0,25 sekunde traja. Ok. Ja. Približno. No, Veš, koliko smo ljudje ferčni, še pomižikant, da moramo počas, moramo na hiter. Ja, res je. In zdaj bomo videli, kaj se zgodi v teh 0,25 sekundah. Kaj se zgodi v trenutku, ko človek pomižikne, kaj se v vesolju zgodi. Se pravi, v tistem trenutku se rodi 15,000 zvezd. Ja. Po drugi strani 300 zvezd eksplodira. Postane supernova. Ja. V tem času se približen, zdaj težko je točno določeno, ampak ne približno se 15 milijonov planetov formira na novo. Samo v tistem majhnem trenutku. Ja? V teh 0,25 sekundah naše Sonce zgubi 175 milijonov ton. Toliko se pretvori energije. A vidiš, koliko je to ene izgubljene energije, ki bi jo lahko mi ujeli? Veš koliko? Se pravi, v tem trenutku, ko smo že glih pri tej temi, naredi Sonce 96 oktiljonov džulov. To je ta cifra, to je 24 nul džulov. Aha. Se pravi, v enem mižiku imamo dosti energije za verjetno velik čas. To bi mogel narediti pol neko stvar okrog Sonca, ker to gre v vse smeri. Ja, ne gre samo, a veš, ker tisto, kar mi ujamemo na sončnej, je samo un delček, ki pade, ki lik zadane. Ampak do tiste faze pa ne vem, če bomo kdaj prišli. Ne? Zelo no, jaz verjamem. Se pravi, v tem trenutku se v bistvu rodi tudi 30 črnih lukenj. Novo. Cool. In če padeš v črno luknjo, se naredi kaj? To ni zdaj tema. Ja, ok. Se vem, da si brihten. Se noben ne ve, kaj se naredi, če padeš v črno luknjo. Zdaj se lahko predstavljaš, da to skozi poka okrog nas, samo da se ne zavedamo tega. Ne, to je predstavljali si, kolikrat smo deleži pomižikali. Sam res. V tem trenutku se vesolje razširi za 582,000 kilometrov. Naša galaksija v tem mižiku naredi 250 kilometrov, prepotuje po vesolju. V nasprotno smer Andromeda 27 kilometri proti nam leti, gre, se premika. Koliko 27 km na uro? Na 0,25 sekunde. Aha, ok. To pa ni veliko, ne? Se mislim, da je na uro. In v tem trenutku svetloba prepotuje 75,000 km. Tako da ja. Koliko je? 42,000 je okrog ekvatorja, koliko je? Ja. No, 75 pa v tem naredi svetloba, se pravi, pride dvakrat okoli Zemlje. Aj 42 za 24? Mislim, da 42. No. V glavnem velik.
Ja. Ja, in to sem hotel samo na ta način zdaj pogledati, koliko je velika zadeva v bistvu, kaj se v tem trenutku zgodi, ne? Ja. In treba človek približno v življenju pomožikne 650 000 krat. Aha. In da se lahko verjetno malo bolj zavedamo, kaj vse se dogaja, pa verjetno stvari, ki sploh še ne vemo, da se dogajajo. Pa problem je, ker recimo je ta observable universe, to, kar mi vidimo, pa je pa še v bistvu ta, ker svetloba sploh še ni prišla do nas, in ti tudi, če imaš ne vem kakšen teleskop, ti ne moreš videti, kaj je tam naprej, zaradi tega, ker pač svetloba še sploh ni prišla do sem. Pa tudi, če bi videl, primer, lahko, če bi imel neko super tehnologijo in da bi ti lahko pogledal tam na en planet, kaj je gor, ali pa če je vesoljc gleda k nam, iz tam. Kaj on bi lahko videl dinozaure, ker naša svetloba, a veš, pač... Najbrž ne, če je toliko daleč stran. Kaj? Najbrž ne, če je gledal toliko daleč stran, da je svetloba še ni prišla. Ne, če gledaš tisti rob, ki si. Ja, no, ti si 13 milijard. Ja. No. Dinozauri so pa 60 milijonov let nazaj izumrli. Se pravi, če bi tam gledal, sploh nič ne bi videl. Ja, pač ja, realno. Videl bi, kaj je bilo 13 milijonov nazaj pri nas. Milijard. Ja. Sprav nič ne bi videl, ja. Ja. Bilo bi pač zemlja, ki je... Niti ne bilo zemlje, nič ne bilo. Niti sonca še ne bilo. Ja. Noro. Tako da v bistvu tudi tisti, ki tam vidiš, lahko da sonce je že eksplodiral, ampak pač je še zmer zvezda, ker še ni prišla svetloba do nas. Ja, naprej. Ja, ne, to bi bilo v bistvu to. Aha, o tem. Ja, tako da zelo, zelo, zelo veliko je naše vesolje. Ogromno. Pa zdaj pa greva že ta razdalja do Andromede, je, koliko smo rekli? Mi gremo 250 proti njim, oni pa 27 proti nam. Aha, ne, do Andromede, do Alfa Centaurija sem mislil. Ja, ne vem, 1,5. Ja, no in že, to je najbližja zvezda, poleg Sonca, pač od nas pa je, pa bi, če bi, ne vem, potoval svetlobno hitrostjo, to je najhitrejši, ker je, bi rabo koliko, mislim, da okrog 10 let. A nekaj tazi. Ne, 1,5. 1 let pa pol. Ja. Aha, ja. Če bi svetlobno hitrostjo. Ja. Ker je še zmer... Vsaj 3 leta, da kaj pa nazaj prideš. Ja. Pa je najbližji. Veš, ki so še vse ostale. Ja. Tudi če bomo izumeli enkrat svetlobno hitrost, no bomo daleč prišli sploh. Realno, to je zelo počas za potovanje po vesolju svetlobno hitrost. Ja. Zaradi tega pa nismo opazili še vesoljcev. Možno. Ja? No, in s tem zaključujeva današnjo oddajo. Ja. Predstavljajte si, kakšen je vesolje, kakšna bila lahko še leta oddaja. Okay, ja. In s tem zaključujeva današnjo oddajo. Lep petek, se vidimo, ko se zagledamo. Adijo. Ajde, čau.